pokrajine, ki so povezane tudi z včerajšnjo odločitvijo v zvezi z občino Ankaran. Izjava ministrice na Brdu, ko so bili prisotni župani, je tudi, moram reči, poslansko skupino Socialnih demokratov presenetilo. Predvsem zato, ker smo nenazadnje na koalicijskem vrhu pred, mislim, da slabimi ali pa dobrimi 14 dnevi se dogovorili, da takšnih solo akcij z posameznih ministrstev, če za to ne bo soglasja ali pa večinske podpore koalicije, ne bomo hodili pred javnost in ne samo pred javnost, tudi seveda v državni zbor, kajti koalicija ni ministrstvo, ne, tudi ni le vlada, koalicija so tudi poslanke in poslanci v poslanskih skupinah koalicijskih strank in mi smo tisti, ki ne nazadnje moramo pritisniti na tipko. Mogoče pa še en komentar na idejo, da je takšna razdelitev, kot so škofije v Sloveniji, že uveljavljena pri ljudeh in da je pri njih sprejeta. Mogoče zadnji dogodki, ki so povezani z nadškofijo, ni dobro, da bi Slovenija tudi po pokrajinah se razdelila na isti način, kajti potem bi se lahko zgodilo, da bi v najkrajšem času mogoče prišlo do kakšnega bankrota ali pa do finančnih težav. Tako da mislim, da je ta solucija privlečena bolj za lase in ne bi bilo dobro, da ustvarja to negativno klimo. Tako da bi malo za šalo, malo za res predlagal ministrstvo, da pošljajo na tak neplačan dopust tisti, ki rišejo zemljevide ali pa tisti, ki se ukvarjajo z plagiatorstvom, ko primerjajo pokrajine z nadškofijami. In mogoče še na to vezana včerajšnja odločitev v zvezi z Ankaranom. Tu bom seveda povedal, ker imamo v poslanski skupini različna mnenja, moje mnenje, ker na nek način moram kot vodja poslanske skupine na to odreagirati in velik interes je tudi medijev v zvezi s tem, kako ravnamo v državnem zboru. Po mojem mnenju je dosedanja polemika in pa ravnanje v državnem zboru o tem vprašanju nekajkrat, vi pa veste, da 5-krat smo odločali oziroma ne odločali o Ankaranu, prestopila vse meje razumne razprave in pa ravnanj. Gre za celo vrsto vidikov, ki jih pri tem vprašanju bi moralo upoštevati, to je nenazadnje varstvo pravic pobudnikov, je spoštovanje pogojev za ustanavljanje občin, je spoštovanje volje izražene, ki so ljudje izrazili na referendumu in nenazadnje gre za vlogo Ustavnega sodišča, njenih odločb in kar je še pomembnejše, gre za razmerja med organi, pomembnimi organi oblasti v slovenskem prostoru. In ni dobro, da se na ta način te stvari polemizirajo in urejajo. Mogoče pa še ena, tudi včeraj z odločitvijo odbora za lokalno samoupravo se še enkrat pokazalo, da ko gre za ustanavljanje občin, nastajajo v slovenskem prostoru zadnjih 15 let tako imenovane politično nenaravne koalicije, ki ne poznajo političnih barv in ne teh interesov, ampak prevladujejo nekateri drugi. Tako da, če bi vseh 210 občin ustanavljali na ta način kot občino Ankaran, potem bi porabili dobrih 100 let, da ustanovimo teh 210 občin.